Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem spletnem seminarju na temo uporabe tehnologij umetne inteligence. Moje ime je Renato in imam nalogo, da otvorim današnji seminar. Tokrat se bomo pogovarjali o jezikovnih tehnologijah s poudarkom na obdelavi in razumevanju naravnih jezikov in tvorjenju govora, predvsem slovenščine. Dotaknili se bomo tudi najnovejših tehnologij umetne inteligence, za katere pravijo, da gre za največji preskok v letu 2020. Tudi mene boste še slišali. Želim vam čim bolj uspešen seminar, vaš Renato. Dragi Renato, najlepša hvala za to otvoritev. To je bilo odlično upravljeno delo. Enako tudi z moje strani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem spletnem seminarju v organizaciji pobude AI for SI, umetna inteligenca za Slovenijo, pri Gospodarski zbornici Slovenije. Moje ime je Mitja Trampuš, sem predsednik te pobude in direktor podjetja CreaPro. Za tiste, ki ste danes z nami prvič, naj povem, da je to že naš tretji spletni seminar. Pobuda pa ima glavno nalogo pospešiti uvajanje umetne inteligence v gospodarstvu in jo narediti uporabno. Za izvedbo tega seminarja gre zahvala organizatorjem, ki so Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije, IKT horizontalna mreža in pa Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. Spletni seminar se snema in posnetek bo na voljo po zaključku dogodka, prav tako tudi gradiva. Za tiste, ki niste uspeli videti prvih dveh seminarjev AI for SI, si jih lahko gledate tudi kot posnetek. Predno pa gremo k vsebini, bi vas želel še opozoriti na naš profil na LinkedInu, kjer objavljamo zanimive in uporabne informacije z področja umetne inteligence. Lepo pozdrav. Današnja tema je izjemno zanimiva. Gre za razumevanje in ustvarjanje jezika z umetno inteligenco in med nami imamo odlične goste, vse strokovnjake z tega področja. Slišali in videli boste Jernejo Žganec-Gros iz podjetja Alpineon, Simona Kreka iz Laboratorija za umetno inteligenco Inštitut Jožef Štefan in iz Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Marka Robnika Šikonjo iz Fakultete za računalništvo in informatiko in pa Borisa Cergola iz podjetja Comtrade Digital Services. Seminar je mišljen kot interaktivni dogodek, zato vas vabim k postavljanju vprašanj. Te lahko zastavite predavateljem prek klepetalnice, desno spodaj kliknite gumb Ask a Question in na vaše vprašanja bodo predavatelji poskusili odgovoriti sproti ali pa kasneje na vročem stolu. Glede na zanimivost teme in časovno omejenost predlagam, da kar pridemo k prvemu predavanju in Jerneja, prosim, izvoli, na vsak način pa bi želeli še slišati simpatičnega Renata Horvata, če je to le mogoče. Mitja, hvala lepa. Samo trenutek, da naložim prezentacijo. Evo takole. Lepo pozdravljeni. Jaz prihajam iz Alpineona. Mi smo manjše visokotehnološko podjetje, ki razvijamo produkte in storitve predvsem s področja avtomatizacije pa IKT-ja. Zdaj med tem produkti, mogoče lahko sam na hitro izpostavim, več družin industrijskih krmilnikov, IP telefon, telefonske odzivnike in tako naprej. Zdaj, poleg razvoja namenske strojne in programske opreme pa so naše ključne kompetence povezane predvsem z digitalno obdelavo podatkov, prepoznavanjem vzorcev, strojnim učenjem in pa s tem povezanimi metodami umetne inteligence. Tako razvijamo raznovrstne produkte in pa storitve s področja govornih in slikovnih tehnologij, se pravi strojnega vida in biometrije, kjer povezujemo tako govorne kot tudi slikovne tehnologije. Zdaj z namenom, da ohranjamo stik s res izjemno bliskovito hitrim tehnološkim napredkom na področju umetne inteligence, se kar redno vključujemo tudi raznovrstne razvojno-raziskovalne projekte, kjer sodelujemo z vodilnimi tujimi in domačimi raziskovalnimi organizacijami. O enem izmed teh projektov bomo več slišali tudi v nadaljevanju današnjega webinarja. Zdaj, kot je bilo že uvodoma omenjeno, človeški govor predstavlja najbolj naraven način komunikacije, in sicer tako med nami ljudmi, kot tudi med človekom in strojem.
Govorne tehnologije se z tehnološkega vidika že uspešno vključujejo v govorno podprte uporabniške vmesnike. Vsi poznate zagotovo govorne asistente, kot so Siri, Alexa ali pa Google Assistant. Zdaj, razvoj tukaj zelo hiter, poteka z zelo hitrim tempom, pri čemer pa sami produkti z kar nekaj zamude sledijo tem raziskovalnim dosežkom. Zdaj, po eni strani lahko v zadnjem času opazujemo selitev govornih tehnologij z enouporabniških desktop aplikacij v oblak in njihovo ponujanje v obliki spletnih storitev, medtem ko pa spet v zadnje leto čedalje bolj zaznavamo trend ponovne selitve samih govornih tehnologij proti robo sistemu, se pravi proti edgeu, v smeri proti končni napravi uporabnika in to z namenom povečanja odzivnosti govornega vmesnika, se pravi zmanjšanja latence. Zdaj, ključni tehnologiji, ki sta potrebni za razvoj uporabniku prijaznega govorno podprtega uporabniškega vmesnika, sta prepoznavanje govora in pa sinteza govora. Od prepoznave govora zahtevamo predvsem visoko natančnost prepoznave, medtem ko pri sintezi pričakujemo čim boljšo naravnost izgovorjenega besedila. In prav tej sintezi govora bom zdaj posvetila še preostanek predavanja. Sinteza govora omogoča samodejno tvorjenje govora iz poljubnega besedila, se pravi text to speech. V sistemi za sintezo govora za jezike z velikim številom govorcev, kot so na primer angleški, kitajski, španski, francoski, so z uporabo najbolj sodobnih pristopov modeliranja govora z globokimi nevronskimi mrežami sposobni tvoriti že tako naraven govor, da ga komaj ločimo od človeškega govora. In v določenih primerih omogoča tudi vključevanje, kot na primer čustvene obarvanosti, lahko spreminjamo govorca ali pa celo načine govora, tako imenovani style adaptation. Zdaj, kje smo pa pri sintezi govora za slovenščino? Sem pripravila en tak čisto kratek kronološki pregled poskusov sinteze govora za slovenščino, ki nam podaja kombinacijo rezultatov raziskovalnih projektov in demonstratorjev in pa tudi produktov. Zdaj, po uporabljenih tehnologijah pregled vključuje tako prve pristope k sintezi govora, ki so temeljili na difonski sintezi govora, se pravi so lepili vnaprej posnete krajše govorne segmente za sosednje glasove, vključuje tudi korpusne sintetizatorje govora, vse do uporabe sodobnejših pristopov modeliranja govora s prikritimi Markovimi modeli in pa tudi najnovejših poskusov z uporabo globokih nevronskih mrež. Zdaj, enega izmed prelomnih dosežkov v tej zgodovini predstavlja e-bralc, ki je prvi omogočil občutno bolj naravno sintezo govora od predhodnikov. Zdaj pa nekaj malo več o tem produktu, oziroma na splošno o sintezi govora. Zdaj podala bom tudi nekaj primerov, kako ga lahko najbolj učinkovito uporabimo. Prvotna različica e-bralca je bila razvita v okviru projekta Knjižnice slepih in slabovidnih. Pri razvoju smo sodelovali dve podjetji, Alpineon in Amebis, ter dve raziskovalni inštituciji, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in pa Institut Jožef Štefan. Moram priznati, da to, da smo se pri razvoju skupnega produkta združili prej konkurenčni deležniki, zdaj vsi vključeni ocenjujemo kot primer res dobre prakse. Združili smo znanje, kompetence, povezali raziskovalce, jezikovne vire, s katerimi smo že prej razpolagali, in kar je najbolj pomembno, ta produkt v sodelovanju razvijamo še naprej. Zdaj, sam postopek pretvorbe vhodnega signala v govor je navadno razbit na več zaporednih korakov. Na vhodu v sintetizator uporabnik poda vhodno besedilo v obliki tekstovne ali pa XML datoteke, na izhodu pa prejme avdio zapis govora, ki je ponavadi kodiran v WAV ali pa MP3 formatu. To vhodno besedilo najprej podela tako imenovani jezikovni analizator, ki poskrbi za ustrezno normalizacijo vhodnega besedila in pa za razdvoumljanje izgovornih različic, to so tako imenovani homografi,
ali besede, ki se enako pišejo in različno izgovarjajo. Sledi prepis črkovnega zapisa v fonemski zapis in končno modul za sintezo govornega signala napove prozodijo govornega signala. Prozodijo vključuje trajanja in višino osnovnega tona posameznih glasov in daljših fraz, s tem, da prejmemo slušni vtis ritma in intonacije v končnem govoru, in pa poskrbi tudi za samotvorjenje govornega signala. Zdaj e-bralec, kot ste slišali uvodoma, omogoča kar precej razumljivo in dokaj naravno sintezo govora za slovenščino. Njegovo delovanje lahko preizkusite na spodaj navedeni spletni strani. Trenutno vključuje en moški in pa dva ženska glasova. Je zelo hitro odziven, se pravi, ima majhno latenco. Zdaj, sintetizatorji govora so običajno na voljo v več izvedbah, pri tem, da enouporabniške rešitve prvenstveno uporabljajo samostojni uporabniki, v glavnem slepi in slabovidni, medtem ko so spletne storitve namenjene bolj zahtevnim poslovnim uporabnikom in omogočajo hitro jezikovno digitalizacijo produktov in storitev. Kar je mogoče še malo manj znano, eno starejšo različico našega korpusnega sintetizatorja govora Proteus TTS smo prevedli za Android in podprli govorni vmesnik Android Speech API. Rezultat tega je bil preprost glas e-bralca Lash Basic, ki ga lahko brezplačno prenesete s tele naše spletne strani, ki je tukaj omenjena, in glas uporabljate v poljubne namene in se z njim malo igrate v svojih aplikacijah. Zdaj, sinteza govora ima tako širok spekter uporabe, da res lahko rečemo, da predstavlja horizontalno omogočitveno enabling IKT tehnologijo. Ker sintetizator govora res lahko na preprost način vključimo v uporabniške vmesnike na zelo številnih področjih. Tako smo za več področji uporabe izdelali scenarije vključevanja govornih tehnologij, na primer v IoT okolja pametnih mest in skupnosti, kjer smo definirali tako imenovane inteligentne audio točke. Zdaj, številne od teh scenarijev uporabe smo že realizirali v konkretnih produktih, storitvah in aplikacijah. Še nekaj bi tukaj želela poudariti, in sicer k jezikovni podpori jezikov, ki imajo manjše število govorcev, ponudnike tehnoloških izdelkov in storitev zavezuje tudi evropska zakonodaja, in sicer predvsem skozi zahteve, ki opredeljujejo enotni digitalni trg, Digital Single Market, in pa dostopnost, accessibility. Zahteve evropskega enotnega digitalnega trga namreč vsem ponudnikom želijo nastopati na EU trgih, nalagajo, da morajo biti uporabniški vmesniki ponujnih izdelkov in storitev na voljo v ciljnih nacionalnih jezikih. Zdaj, koliko se tega ta veliki ponudniki držijo ali ne, je drugo, ampak zakonodaja je taka. Tako da pričakujemo, da bo tudi to dodatno spodbudilo širjenje rabe govornih tehnologij tudi za slovenščino. Za pospešeno uveljavljanje govornih tehnologij v praksi pa je zanimiva še ena evropska direktiva, ki pa govori o dostopnosti. In sicer govori o tehnološki podpori za dostopnost do izdelkov in storitev, predvsem starejšim in pa ranljivim skupinam uporabnikov. In ko smo že ravno pri tej vrsti uporabnikov, si dajmo še na hitro ogledati, kako lahko sinteza govora starejšim in pa drugim ranljivim skupinam olajša komunikacijo, dostop do informacij in pa njihovo vključenost v sodobno družbo. Zdaj, slepi in slabovidni uporabniki sintezo govora največkrat uporabljajo skupaj s poučevalniki zaslona in pa z bralniki zaslona, tako imenovanimi screen readerji, pogosto tudi v kombinaciji z braillevo vrstico. Številni spletni portali so svoje spletne strani že podprli z zvočnimi opisi. Zvočno podnaslavljanje pa bom predstavila v nadaljevanju. Zdaj, druga dosti številčna skupina ranljivih uporabnikov pa so osebe z motnjami govora, ki sintetizator govora uporabljajo predvsem kot pripomoček za nadomestno komunikacijo. Sporočilo vtipkajo v komunikator, ki potem spregovori v njihovem imenu. Zdaj bi pa želela
opisati še nekaj konkretnih primerov uporabe sinteze govora za slovenščino. Lahko jo na primer uporabimo za telefonski dostop do e-maila, na primer med vožnjo v službo. Aplikacija Glasovna e-pošta samodejno prepozna jezik, v katerem je sporočilo, celo e-mail napisan, in ga prebere, samodejno prebere. Potem smo sintezo govora vključili že v številne spletne strani. Uporabljajo se za napovedovanje voznih redov, na primer na avtobusni postaji Ljubljana, v klicnih centrih, v sistemih za obveščanje uporabnikov. V aplikaciji Dars Promet Plus omogoča govorno obveščanje o dogodkih na poti. Uporaba zvočnih obvestil namreč povečuje varnost v prometu, ker voznikom med vožnjo ni potrebno odvrniti pogleda s ceste, da bi spremljali informacije na zaslonu naprave. Zdaj, na koncu bi pa želela predstaviti še, mogoče še ta Dars Promet. Trenutno ni dogodkov na poti. Upam, da sem pred prezentacijo vključila zvok, zdaj nisem tako prepričana. Je bilo super, hvala za feedback. Zdaj, na koncu pa rada predstavlja še integracijo sinteze govora v zvočne podnapise na RTV Slovenija. Ti zvočni podnapisi so sicer prvenstveno namenjeni slepim, slabovidnim uporabnikom, ampak so zelo uporabni tudi za videče uporabnike, ki spremljajo dnevno informativne oddaje, na primer med opravljanjem hišnih opravil, med kuhanjem, med likanjem, med čem podobnim. In za vključitev predvajanja teh zvočnih podnapisov je v meniju spletnega predvajalnika posnetka potrebno vključiti nujno opcijo audio prevod, brez tega se ti zvočni podnapisi ne predvajajo. Zdaj, po poslušanju posnetka boste pozorni na moški glas sintetizatorja govora, ki te podnapise prebira, ker ga drugače hitro spregledamo. Po 17 kilometrih vzpona je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih 100 metrih. Močnejši je bil Pogačar in drugič na tej dirki dvignil roke v zrak. Zaradi vročine je bila ta etapa zelo težka. Na koncu sem samo še čakal na sprint. Zelo sem vesel, da sem spet zmagal. Sigurno malo sem razočaran, ampak res tudi je bil močnejši danes na koncu. Zdi se, da bo končni zmagovalec izšel iz slovenskega dvoboja. Pogačar se je Rogliču v skupnem seštevku približal še za 4 sekunde. Boste poskusili vse, da dobite dirko po Franciji. Tak je načrt. Je Rogliča mogoče premagati? Za zdaj se zdi neustavljiv. Jutri je na sporedu dan počitka, kolesarje pa zadnjih 6 etap čaka od torka dalje. Tako smo še enkrat Renata slišali, da se bomo zdaj od Renata. In za konec se od vas poslavljam Nadja, novi e-bralčev glas. Vabim vas, da sintezo govora preizkusite in jo uporabite pri digitalizaciji svojih produktov in storitev. Hvala lepa za vašo pozornost ter zanimivo poslušanje vam želim še naprej. Ja, to je bila pa naša Nadja, naš zadnji, najnovejši glas. Nadja, hvala. Zdaj pa še enkrat predajam besedo. Sedaj pa napovedujem naslednjega predavatelja, docenta Simona Kreka, ki prihaja iz Instituta Jožef Stefan in Centra za jezikovne vire Univerze v Ljubljani. Simon nam bo predstavil nov projekt, v okviru katerega bodo zgrajeni pomembni jezikovni viri ter jezikovno-tehnološki gradniki za slovenščino. V Alpineonu na projektu sodelujemo pri razvoju govornih jezikovnih virov in prepoznave govora za slovenščino. Da ne izdam preveč, vabim Simona, da prevzame besedo. Hvala lepa. Zdaj moram jaz samo ugotoviti, kako delim svoj pravi zaslon. Pri čemer moram vključiti tudi to, kar je samo še sekundo. Smo. Tako, no, to je bilo kar fascinanten uvod v to moje predavanje, ki bo, kot je Jerneja rekla, o novem projektu. Zdaj na začetku bom samo 2 besedi povedal,
o sebi, in sicer, kot vidite, sem neke vrste dvoživka, in sicer pol na Inštitutu Jožef Stefan v laboratoriju za umetno inteligenco, kjer v glavnem delam na stvareh, ki se tičejo evropskih projektov, znotraj Univerze v Ljubljani pa na tistih, ki vključujejo slovenščino na Centru za jezikovne vire in tehnologije. Zdaj, ta center je z enim večjim konzorcijem skupaj, pravzaprav ogromnim, se to bomo videli, pridobil projekt, ki ga bom zdaj opisal, financer je Ministrstvo za kulturo iz Evropskih skladov za regionalni razvoj, traja od maja 2020 do avgusta 2022. Skupaj je 4 milijone evrov sredstev, koordinator je Univerza v Ljubljani, s tem centrom sodeluje pa v bistvu 6 fakultet znotraj Univerze v Ljubljani in potem še dodatnih 12 partnerjev, ki imajo tudi znotraj neko razvejano strukturo. Osnovno spletno stran imamo sicer še v delu, na voljo pa tudi začasna spletna stran, kjer lahko zveste več, če vas zanima. Zdaj, meni je bil precej všeč tale grafika Borisa Cergola in sem jo uporabil za to, da pokažem, kater segment v bistvu ta projekt pravzaprav zdaj dela. In kot vidite, je to predvsem ta del, ki je raziskovalno-edukacijski, izobraževalen z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Inštitutu Jožef Stefan in ZRC SAZU. Potem imamo ta, bi rekel, podjetniški del oziroma ta oblaček, kjer vidimo, da so podjetja, ki se ukvarjajo z jezikom in na tem področju, se pravi, ki je na področju jezika in ponudniki storitev, Alpineon, iQuit in Amebis. Potem imamo pa še nekaj teh v konzorciju, ki niso na tej grafiki. Po mojem bi v resnici ta Vitasys kot odcepljeno podjetje UL v resnici moral biti med service providerji, Potem imamo še uporabnike, ki nekako ne spadajo na to grafiko in to sta 2 podjetji, ki jih je ustanovila država, Pošta Slovenije in Slovenska tiskovna agencija. Potem imamo pa še 2 inštituciji, ki se v resnici ne ukvarjata s temi jezikovno-tehnološkimi zadevami na sebi. Imamo Univerzo v Novi Gorici z nekim jezikoslovnim področjem in Inštitut novejše zgodovine z družboslovnim, ki se ukvarja v glavnem z korpusi parlamentarnega govora oziroma prepisov parlamentarnega govora in zato so pač tudi tukaj noter v našem konzorciju. Torej, če pogledamo samo na hitro, kaj je glavni cilj podjetja, je precej preprost, zagotoviti oziroma zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah, jezikovne tehnologije za slovenski jezik. Torej, kar hočem tukaj poudariti, je to, da to vključuje podjetja in poslovanje. Se pravi, vse, kar naj bi naredili, naj bi zmogla in zaželeno je, da zelo uporabljajo tudi podjetja po celem svetu, ne samo po Sloveniji. Zdaj, to bo zdaj majčkeno dolgočasnejši del, ampak se mi zdi, da morate zvedeti, kaj pravzaprav je jedro tega projekta. To je pravzaprav 5 sklopov, prvih 5 sklopov, zadnja 2 sta na nek način dodatna. Prvi sklop je vzdrževanje nadgradnja korpusov, v bistvu zato, če hočemo karkoli narediti, storitve, orodja, izdelke jezikovne tehnološke, moramo imeti neke osnovne temeljne jezikovne vire in bomo potem na hitro pogledali, kaj to je. Potem drugi sklop velik je govorne tehnologije, precej je že Jerneja povedala o tem. Tretji je velik in do zdaj, bi rekel, nekako še ne tako razvit del, semantični viri in tehnologije, z umetno inteligenco pa to postaja izjemno pomembno področje. Potem imamo strojno prevajanje, precej očitna potreba in področje. Na koncu imamo pa še terminološki portal, zato ker
če hočemo karkoli delati v zvezi s semantiko, v zvezi s strojnim prevajanjem, v zvezi z govorom in tako naprej, moramo obvladati tudi vse mogoče terminologije iz raznih področij in zato je treba nekaj narediti tudi v zvezi s tem. Zdaj na koncu imamo potem še vzdrževanje infrastrukturnega centra, o čemer bom pa na koncu povedal malo več. Torej, prvi del, kaj vključujejo te korpusi oziroma jezikovni viri, o katerih govorimo. To je neko osnovno programsko orodje, s katerim lahko, bi rekel, razdremo besedilo, v smislu, da vemo, kaj so osebki, povedki, predmeti v stavku, da vemo, kaj so samostalniki, glagoli in tako naprej, katere lastnosti imajo. Zato rabimo učne množice, da lahko to naredimo, da se lahko orodja naučijo to. Potem rabimo ogromen leksikon besednih oblik, ker je slovenščina izjemno morfološko bogat jezik. In vsaka beseda ima ogromno oblik, ki jih mora tudi računalnik obvladovati. Potem rabimo ogromne mase besedil, zato da lahko delamo jezikovne modele in podobne zadeve, in to tipično za dva žanra. Nekaj, kar je bolj standardna slovenščina, pa tisto, kar ljudje počnejo po raznih družbenih medijih in podobnih kanalih. Rabimo govorjen del slovenščine, se pravi korpus govorjene slovenščine, GOS. Potem, če se tujci učijo slovenščino, rabimo tudi poseben korpus, parlamentarni korpus in potem na koncu metakorpus, kjer bomo vse skupaj stlačili v eno in isto vrečo. Zdaj, tukaj, kar je spodaj, je izjemno važno zaradi tega, kar sem na začetku rekel. Vsi viri in orodja, ki jih bo sproduciral ta projekt, bodo dostopni pod licenco, ki omogoča tudi komercialno rabo. Se pravi, tipično bodo viri pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva in deljenje pod enakimi pogoji in za pač programe Apache. Ta stvar ni kar izšla iz nič, v bistvu temelji na virih, ki so bili razviti znotraj nekega drugega projekta, sicer iz podobnih finančnih virov, od leta 2008 do 2013, kjer imamo tiste dele, kjer vidimo jezikovne tehnologije, torej orodje za procesiranje, potem zbirke besedil, korpusi, baze podatkov, Slolex. In to je tudi v bistvu na voljo že vsem nekaj časa na spletu in ta del, se pravi prvi del, je namenjen predvsem tem, da se nadgradi vse te vire, ki v bistvu že obstajajo, ampak se jih bo povečalo, izboljšalo, nadgradilo. Zdaj, drugi del, o tem je v bistvu Jerneja že precej povedala, vsaj o sintezi govora. Jaz bom par besed samo povedal o razpoznavi oziroma prepoznavi govora, ASR. Tukaj bi predvsem poudaril to, kar je v bistvu s krepkim, kaj na koncu lahko pričakujemo. Lahko pričakujemo bazo govorjenega jezika, ki bo na voljo pod tistimi pogoji, ki sem jih omenil, tudi za komercialno rabo, ki bo obsegala približno 1000 ur govora. Potem bomo samo orodje razvili, razpoznavalnik, in sicer splošni, ki ga lahko uporabite v vsakih okoliščinah, in potem dva neka taka uporabniška scenarija, ki sta opisana tukaj, kjer bo specializiran razpoznavalnik za upravljanje pametnega doma in za govorni asistent. Poleg tega bo pa na voljo na koncu tudi nek splošni portal, pač na internetu nekje bo omogočeno to, da bo vsak lahko uporabljal ta razpoznavalnik za karkoli ga že rabi. In zdaj, zato da malo popestrim zadevo, sem posnel en delček te svoje predstavitve, se pravi predstavitve predavanja, z nečim, kar je že na voljo. In sicer je Google pred leti poslal svojo ekipo v Slovenijo, nabrali so govor in so naredili razpoznavalnik tudi za slovenščino. In zdaj, če pogledamo, kakšno je zdaj stanje, to je bilo včeraj zvečer posneto, kakšno je stanje razpoznavalnika za slovenščino pri Google. Torej, če se bo slišalo zdaj, samo.
V sklopu projekta, ki vključuje največje izobraževalne in raziskovalne organizacije v Sloveniji, bo vzpostavljena osrednja infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije za slovenski jezik. Projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, traja od maja 2020 do avgusta 2022. Na osnovi identificiranih potreb po manjkajočih računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij je cilj projekta vzpostavitev infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije z odprtim dostopom do rezultatov raziskovalnega dela. No, evo, to je to zmore Google. Se pravi, tukaj lahko dosti hitro opazimo, da zadeva dela razmeroma dobro, da pač ne postavlja kaj dosti ločil, oziroma velikih začetnic in podobnih zadev. Seveda je pa tukaj dodatna zadrega, da v resnici vse, kar posnamete, gre pod pogoji, ki jih postavlja Google, gre lepo v Severno Ameriko, kar pomeni, da se avtomatično onemogoči razne kritične uporabe, kot recimo, ne vem, znotraj medicine, na sodišču, znotraj mogoče, bi rekel, podjetniške sfere, kjer je treba varovati skrivnosti in tako naprej. In zato v bistvu je jasno, da rabimo tudi svoj lasten razpoznavalnik govora in vse ostale tehnologije. Bom pa na koncu še par besed povedal o tem, kar moramo iti hitro skozi. Potem tretji del so semantični viri in tehnologije. O tem bo mogoče malo več povedal Marko Robnik-Šikonja, vsaj v splošnem smislu. Zdaj na hitro bi samo povedal, kaj to vključuje. Vključuje digitalno slovarsko bazo, kar je v osnovi na kratko rečeno vsi podatki o slovenskih besedah, vključno s pomenom, kar je ključno. Potem semantična mreža, da lahko iz tega kaj sklepamo in tisto, kar je v bistvu jedro umetne inteligence zdaj. Digitalno slovarsko bazo in semantično mrežo nujno rabimo zato, če hočemo razdvoumljati pomene, še posebej pri polisemičnih besedah. Tukaj lahko rečem, da je izven te splošne koordinacije in menedžeriranja projekta je to del, kjer sem jaz najbolj osebno vključen v ta projekt, vsebinsko. Potem imamo take stvari, kot so avtomatsko povzemanje, odgovarjanje na vprašanja in podobne produkte, orodja in storitve. To vključuje ta tretji del, semantični viri in tehnologije. Potem imamo precej očitno, kot sem že prej rekel, strojno prevajanje, to vemo, da se ogromno rabi in uporablja. Tudi tukaj imamo seveda pač Google kot že nekaj časa daje na voljo svoj strojni prevajalnik, ampak imamo isti problem, ki sem ga prej omenil pri razpoznavi govora. In znotraj tega projekta bo razvit prevajalnik, ki uporablja to novo nevronske tehnologije, ki bo dan na nek portal, verjetno isti portal, kjer bo razpoznavalnik govora. Hkrati je pa tukaj eno izjemno pomemben del projekta, kjer pravzaprav lahko rečem, da je zdajle pravo mesto tukaj za apel. Zakaj? Ker moramo zbrati ogromno, čim večje število prevedenih besedil, vsaj med angleščino in slovenščino. In v tem smislu bom sicer potem kasneje povedal, zdajle bom pa samo pokazal, kakšno stanje je že glede stika med razpoznavo govora in strojnim prevajanjem na nekih naših lastnih rešitvah. Namreč obe te tehnologiji nista, se pravi, projekt nismo šli brez njih.
ne? Ker znotraj nekega projekta Tolmač, ki se je začel že pred projektom RSDO na Univerzi v Ljubljani, je bila prva verzija razpoznavalnika razvita, ki bo zdaj nadgrajena, in znotraj drugih projektov na Inštitutu Jožef Stefan je bil razvit nevronski strojni prevajalnik, ki je bil potem staknjen skupaj v to, kar boste zdaj lahko pogledali, in smo že na točki, kjer lahko svojo lastno tehnologijo uporabljamo na tak način, kot boste zdaj videli. V sklopu projekta, ki vključuje največje izobraževalne in raziskovalne organizacije v Sloveniji, bo vzpostavljena osrednja infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije za slovenski jezik. Projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, traja od maja 2020 do avgusta 2022. Na osnovi identificiranih potreb po manjkajočih računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij je cilj projekta vzpostavitev infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije z odprtim dostopom do rezultatov raziskovalnega dela. No, tako. Se pravi, to že je na voljo in kot vidite, imamo tukaj tudi take stvari kot postavljanje ločil, veliki začetnici in tako naprej. To so tisti deli, ki velikih korporacij v bistvu zaenkrat ne zanimajo toliko zelo, ker je slovenščina premalo število govorcev, da bi se posebej ukvarjali s takimi podpornimi zadevami, kot je ta. No, in zdaj, če grem nazaj k tem, kar sem prej rekel, če to gledate, kar ste ravno kar pogledali, vse to bo še veliko bolje delovalo, če boste prispevali svoje besedila, ki jih kakorkoli dajete prevajati. In zato bo projekt vzpostavlja tudi svoj v bistvu način, kanal, zato da lahko vsak prispeva prevode. In tako, pač apeliram na vse, da greste na spletno stran, pogledate tole, kar je tukaj na tem slajdu, kakšna besedila lahko prispevam, kaj se zgodi z njimi, kakšni so pogoji in tako naprej. In upam, da bo tudi iz podjetniške komercialne sfere, da bomo tudi dobili besedila, ker avtomatično to pomeni, da bo vse tisto, kar ste lahko pregledali, delovalo bolje. Še ena stvar je tukaj mogoče za omeniti, in sicer, da vse to, kar se bo zbralo v tem projektu, bo šlo naprej tudi v strojni prevajalnik Evropske komisije, ki je pa že zdaj na voljo, se pravi kot alternativa, bi rekel, tem težavam z Googlom in podobnimi providerji, da zagotavlja pač anonimnost in vse tisto, kar zna biti problem z varovanjem podatkov in tako naprej. Se pravi, če ste malo ali srednje podjetje, lahko ta e-translation sistem uporabljate že zdaj, samo prijaviti se morate skozi ta portal Evropske komisije e-translation. Zadnja zadeva, oziroma taka zadnja večja, potem je samo še 6. del, je terminološki portal. O tem sem že povedal, zakaj. Kaj se bo tukaj razvilo? Sam portal, to se pravi spletna storitev, potem bodo orodja za luščenje terminologije, smernice, kako se izdeluje terminološke vire, urejevalnik in svetovalnica. Se pravi, ta del bo nekako, bi rekel, bolj slovarske narave, ne? V nekem takem krepostnem krogu, kot se to reče, da imamo na začetku neke ogromne korpuse teh specializiranih besedil, kot so diplome, doktorati, karkoli že od tega, potem zluščimo terminološke kandidate, dodamo zraven informacije, uvozimo v portal in od tam naprej lahko vsak potem ureja svoje košček terminologije. Zadnji del, torej 6. sklop, je vzdrževanje infrastrukturnega centra. To je pomembno za zapomnice. Namreč Agencija za raziskovanje je že pred nekaj leti, 5 let nazaj, začela financirati
center, ki se imenuje Clarin, ki je namenjen temu, da se ne izgubljajo stvari. Da če imamo projekt, ki proizvede nek jezikovni vir ali pa neko orodje, da ga lahko nekam odložimo in ga potem lahko vsi uporabljajo, ker je zagotovljeno to, da je financiran vsaj ta repozitorij oziroma mesto na spletu, kjer se vse to hrani. Ta center je sicer na Inštitutu Jožef Stefan, konzorcij Clarin pa ima ravno tako 11 partnerjev, večina od teh, ki so noter v tem konzorciju RSDO. Vse o tem pa lahko zveste na spletni strani www.clarin.si. Torej, to je v bistvu zaključni slajd. Kaj se lahko pričakuje? Predvsem je ta prva beseda važna. Odprti jezikovni viri, se pravi odprta orodja in na koncu tudi spletni servisi, kot je recimo ta, tu dajem primer neke dobre prakse, latvijski portal, kjer lahko vsi Latvijci ali tisti, ki karkoli rabijo v zvezi z latviščino, razpoznavajo torej govor, prevajajo in tako naprej, ker se je pač država že pred tem odločila, da bo to sfinancirala. In s tem jaz zaključujem in napovedujem mojega naslednika, Marko Robnik Šikonja. Lep pozdrav še z moje strani. Sem Marko Robnik Šikonja, sem profesor na Fakulteti za računalništvo in informatike Univerze v Ljubljani. Istočasno sem tudi aktiven v Centru za jezikovne vire in tehnologije. Naj samo omenim, da je na Fakulteti za računalništvo in informatiko več kot 60 raziskovalcev na področju umetne inteligence in s tem verjetno ena največjih raziskovalno-razvojnih skupin v Sloveniji. Če se lotimo teh semantičnih jezikovnih tehnologij, kot se tudi imenujejo, to so jezikovne tehnologije, ki podpirajo semantiko jezika, podpirajo razumevanje jezika, so v bistvu ključni del te umetne inteligence na področju jezika in dejansko želimo razvijati tehnologije, ki bi omogočale razumevanje, ne samo procesiranje jezika. So del našega vsakdanjega življenja, bolj se tega zavedamo ali ne. Od gospodinjskih aparatov, igrač in tako naprej. In vemo, da se bo vloga teh tehnologij v vsakdanjem življenju še povečevala. Mlajše generacije so tudi tako že v tem in pa seveda tudi med aktivnim prebivalstvom vidimo vse več uporab teh tehnologij jezikovnih v raznih oblikah in seveda tudi v okviru raznih asistenčnih tehnologij tudi med starejšimi. Tako da tehnološka podlaga za te tehnologije so globoke nevronske mreže in nekaj bom zdaj povedal prav o teh nevronskih mrežah, kako dejansko delujejo. To pomeni, verjetno vsi veste, da pač nevronska mreža je sestavljena iz posameznih nevronov. Ideja za to pride iz analogije z možgani, kjer imamo nevrone. Kako nevron deluje, v bistvu preko teh, to pomeni preko teh dendritov, to pomeni vhodnih izrastkov, dobi signale in če je teh signalov zadosti, potem se ta nevron vzdraži in po tem posebnem izhodu, ki rečemo po aksonu, pošlje signal sosednjim nevronom. No in to je v bistvu zelo podobno, kot kaj počnejo potem ti nevroni, umetni nevroni. Spet dobimo na vhodu nek signal, recimo, da so to neki pikseli na sliki in potem se naučimo, koliko jih teh pikselov moramo upoštevati, jih seštejemo in pošljemo skozi eno funkcijo in dobimo na izhodu izhod. Če je vrednost te funkcije zadosti velika, to pomeni, če je ta slika bila prepoznana kot maček, potem dobimo potrditev, torej je maček. Seveda, en sam nevron je zelo majhen, zato te nevrone združujemo v omrežja in jih učimo, da to napako od zadaj širjamo naprej. No in seveda to, ko združimo veliko teh nivojev te globoke nevronske mreže, dobimo globoke mreže in pač bistven preboj pri tem učenju, zakaj danes govorimo o prebojih na področju umetne inteligence, ravno zato, ker imamo
zmožnost, da naredimo zelo globoke nevronske mreže, ki jih lahko naučimo na velikanskih učnih množicah, in za podpora za to je pa potrebna preko teh grafičnih procesnih enot, ki so bile originalno razvite za igrice, danes pa vemo, da se tudi posebej razvijajo prav za tehnologije umetne inteligence. Seveda, to plus še mnogo dobrih idej je privedlo do današnjih nastajanja na področju umetne inteligence. Zdaj to pomeni res, kot sem rekel, globoke mreže so tisto, kar nam daje moč pri računanju. Zdaj, zakaj delujejo? Predvsem zato, ker si ta globina nekako je sposobna narediti neko predstavitev znanja. To pomeni, če recimo poskušamo napovedati, da je na tej sliki avto ali pa nek del, ki ga nas zanima, potem na začetnih nivojih prepoznavamo preproste oblike, barvne preproste robove, potem gremo do vse bolj in bolj zahtevnih, na koncu posamezne dele te slike prepoznamo in seveda potem lahko tudi prepoznamo različne stvari. In to je povzročilo pravzaprav precejšnjo evolucijo. Poznamo veliko teh uspehov globokega učenja, ne samo pri slikah, ne samo pri govoru, ampak tudi pri takih stvari, kot je recimo poker, pa pri robotiki, analizi videa, zelo je odmevala tudi ta zmaga tega umetno-inteligenčnega sistema AlphaGo nad človeškim prvakom v Goju. Zdaj, seveda to ima ogromno nekih praktičnih aplikacij, recimo tukaj en primer, kako lahko dejansko z analizo slik ugotovimo na taki sliki, da gre za zlom, nekaj, kar je celo zdravnikom težko, ampak potem, če imamo zadosti označenih primerov, potem lahko dejansko pokažemo, da to zelo dobro deluje, in take aplikacije na področju slik so se razširile, tudi v Sloveniji jih imamo ogromno, tukaj je en primer z naše fakultete, kjer dejansko iščemo poškodbe za škodo na nekem avtu. Veliko tega je tudi v raznih multimedijskih sistemih, pri merjenju, napakah, recimo v industrijskih procesih in tako naprej. No, ampak danes bomo govorili predvsem o besedilih. Prav te mreže so trenutno najuspešnejši pristop za razumevanje jezika. Simon je že omenil strojno prevajanje, se dela s tem povzemanje, odgovori na vprašanja, generiramo besedila in seveda tudi na govoru in tudi na sklepanju, ki je pomembno za inteligenco delamo. Tako da dejansko, kako delajo, smo rekli, avtomatsko si zgradijo neko predstavitev znanja. Zdaj, ključno pri tem je, da že na vhodu morajo besedila predelati v neko številsko obliko in ta vhod mora ohraniti v bistvu te lastnosti med besedami in tudi relacije med posameznimi besedami, kar pomeni, da te relacije med besedami dejansko preslikamo potem v relacije v nekem numeričnem prostoru. Tako da v tem numeričnem prostoru potem morata biti podobna objekta, kot sta banana in mango, bliže skupaj, kot pa je recimo pes. No in to nas pripelje do temu, čemu rečemo relacijska podobnost, tako da recimo, če odštejemo tisto predstavitev za kralja od moškega, dobimo približno isto vrednost, kot če od kraljice odštejemo žensko. Takih relacij, ki se ohranjajo v tem numeričnem prostoru, je ogromno in to v bistvu omogoča potem, da te globoke nevronske mreže sklepajo o lastnostih jezika. Tako da recimo tukaj je še primer, recimo, če od Pariza odštejemo Francijo, dobimo isto, kot če bi od Rima odšteli Italijo. Tako da neke generacije teh tehnologij se je že zamenjajo, to trenutna vodilna tehnologija se imenuje BERT, to so globoke nevronske mreže tipa Transformer, ki dejansko luščijo znanje v jeziku in tudi v svetu iz velikanske množice besedil in potem napovedujejo, kje v tem besedilu zbrišemo nekaj besed in jih poskušamo napovedati. In na ta način v bistvu ta mreža dobi predznanje o besedilih, ki jih potem lahko uporabimo. Recimo to je tipično, so te mreže globoke 14, 28 slojev. Osnovna inačica recimo ima 110 milijonov uteži v mreži, kar pomeni, da pač ogromne so te mreže, veliko pomnilnika rabijo, ogromno časa se učijo in ta trenutna tehnologija je tudi večjezična, kar je še posebej zanimivo za slovenščino. Recimo ta večjezični BERT, multilingual BERT, je bil recimo hkrati naučen na 104 jezikih in dejansko v vseh teh jezikih se ta klasifikacija dobro deluje. Je tudi prosto dostopen in kako ga uporabljamo, dejansko tako, da ga
dopolnimo tega, ki je že naučen. Vzajemo nekega, ki je že naučen na veliki množici besedil in potem dodamo še recimo našo učno množico, želimo recimo napovedovati sentiment, ali pa odgovor na vprašanja, ali pa klasifikacijo in potem dejansko to mrežo še nekaj malega časa učimo, kar ni toliko računsko zahtevno in potem dobimo model, ki je trenutno boljši kot pa so bili recimo katerikoli modeli, ki so bili v preteklosti. To je trenutno glavna, bi rekel, tehnologija in možen je tudi seveda medjezikovni prenos. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo dejansko neko zbirko, recimo učno nalogo, recimo sentiment, napovedovanje sentimenta besedil v angleščini. Tega se naučimo v angleščini in to dokaj dobro napovedujemo. Ampak zdaj pa, ki so te tehnologije večjezične in so se naučile svojega nekaj v tem jeziku iz velike množice baze besedil, lahko to prenesemo, poravnamo z drugim jezikom in v tem drugem jeziku, recimo v slovenščini, dodamo samo še nekaj malega dokumentov in potem takrat ta angleški model doučimo in dobimo precej dobre napovedi. Temu se reče medjezikovni prenos modelov. V bistvu deluje tako, da imamo te vektorje v angleščini pa slovenščini, ki so čisto različni med sabo, potem pa jih poravnamo v tem prostoru, v tem medjezikovnem prostoru in ko se potem naučimo te nevronske mreže v angleščini, jo pravzaprav lahko enostavno prenesemo tudi v slovenščino in bo ravno tako precej dobro delovala. Tako da, kar nekaj teh vložitev že obstaja, recimo en model, ki se imenuje XLMR, največji model trenutno javno dostopen, je naučen na približno 2,5 terabajtov besedil v 100 jezikih. Seveda, tudi za slovenščino precej teh vložitev obstaja, precej smo jih zgradili mi, recimo Elmo, je ravno tako ena pomembna vrsta vložitev. Zgradili smo tudi trojezični BERT, ki je namenjen ravno temu prenosu modelov, recimo iz angleščine v slovenščino, iz hrvaščine v slovenščino in poljubna druga kombinacija. In seveda, vsi ti modeli so prosto dostopni na repozitoriju kirin.si, ki ga je Simon omenil, in zdaj prihaja tudi še več, trenutno gradimo BERT, ki bo deloval samo za slovenščino. In ti modeli tipa BERT so ena glavnih raziskovalnih smernic v zadnjem letu in ogromno različnih novih stvari se dogaja ravno na podlagi teh modelov. Tako da to v bistvu, mi te modele gradimo v okviru EU projekta Embedia, ki pravzaprav ravno te medjezikovne vložitve preučuje za jezike z manj viri, kot je slovenščina, in še posebej za medijsko industrijo. Tako da tukaj je nekaj povezav, ki lahko dobite novice v zvezi s tem, in to je skupaj z Inštitutom Jožef Stefan Univerze v Ljubljani prav te osnovne tehnologije razvija. Naj omenim še najpogostejšo nalogo, ki je zanimiva za industrijo v Sloveniji, to je klasifikacija besedil. Skratka, imamo neko zbirko besedil, zdaj bi jih pa radi klasificirali, mogoče ugotovili, katere so zanimive za nas, katere so podobne nekemu patentu, katere so recimo, kaj stranke mislijo o nas, kaj ljudje v Facebooku mislijo o nas, ali so pozitivni do nas, ali niso. Skratka, kaj je potrebno? Potrebna je učna množica za ta namen, ki ga imamo, recimo, kaj stranke mislijo o nas, bi bilo treba neka zbirka, recimo iz Facebooka, in potem lahko potencialno iz drugih podatke uporabimo že naučene iz drugih jezikov, če ne pa pač moramo imeti nekoliko večjo učno množico, in potem uporabimo te modele tipa BERT, globoke nevronske mreže, dodatno pa seveda lahko še cel kup teh tehnologij, ki jih je tudi Simon omenil, skratka neka lastna imena, imenske entitete in tako naprej. S tem bi pravzaprav jaz končal, bi povedal še, da bo še več v teh tehnologijah, teh globokih nevronskih mrež in te arhitekturi transformerjev bo pa pravzaprav povedal Boris Cegor, ki je vodja umetne inteligence v podjetju Comtrade in nam bo predstavil GPT-3, ki je pravzaprav tak fascinanten prikaz moči umetne inteligence v letu 2020. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Marko, najlepša hvala za ta uvod. Torej, kot povedano, bom govoril o modelu GPT-3. Torej, jaz trenutno mislim, da dejansko so jezikovne tehnologije na področju umetne inteligence definitivno najbolj zanimivo področje. Zdaj, če si pogledamo tole sliko, prikazuje, kakšno je bilo stanje glede jezikovnih modelov v bistvu februarja v letošnjem letu. Torej, v tistem trenutku je bil največji model od Microsofta, Turing NLG, ki je imel kar 17 milijard parametrov. In nekako videla se je eksponentna rast v tej velikosti, ampak to, kar se je pa potem zgodilo, maja letos, je bilo pa tole. Torej, podjetje OpenAI, ki je že prej precej aktivno na področju teh velikih jezikovnih nevronskih mrež, je izdalo ven najprej članek, kjer je predstavil model GPT-3, ki je v bistvu kar za 10-krat izboljšal, mislim, vsaj kar se velikosti tiče, prej največji model in za 117-krat svojo prejšnjo verzijo GPT-2, ki je mimogrede dvigal na veliko prahu v spomladi lansko leto, ker so jo nekako smatrali kot preveč nevarno, da bi jo lahko odprtokodno predstavili, ker so potem sicer nekako kasneje naredili, ampak v glavnem, zdaj imamo opraviti z modelom, ki je 117-krat večji. Zdaj, kako se je sam model učil, Marko je tukaj že povedal nekaj o tem, kako se te modeli učijo. Torej, dejansko učenje je bilo nesupervizirano. To pomeni, da dejansko ni bilo potrebno delati nobenih anotacij podatkov. Model si je imel za cilj samo to, čim boljš napovedati naslednjo besedo, ki pride v besedilu. Tukaj je prikaz malo teh podatkov, na katerih se je učil. Torej, velik delež teh podatkov so bilo enostavno besedila ekstrahirana iz interneta. Vmes je bilo tudi nekaj knjig, pa v bistvu celotna Wikipedija. Vse skupaj mislim, da je bilo 700, moram pogledati, terabajtov? Ne, 700 gigabajtov teksta. Porabili so ogromne računske resurse, 3600 petaflop dni, neke take neuradne ocene so, da recimo bi to stalo tam 4,6 milijona dolarjev plus minus. In ja, seveda zdaj veliko vprašanje, kaj nam je vse ta velikost prinesla, zakaj so v OpenAI sploh šli to početi. Torej, to, kar je ta velikost prinesla in to, kar je, bom rekel, kar marsikoga zelo presenetilo, je sposobnost do neke mere generalizacije. To pomeni, da imamo zdaj lahko en sam model, zelo velik, ki lahko rešuje različne naloge. Zdaj, kaj je mišljeno z različnimi nalogami? Recimo, tukaj se uporabljajo trije termini, pa jih bom na hitro predstavil. Zero shot, po pravici povedano, ne vem, kako bomo to v slovenščino prevajali, oziroma gotovo že prevajamo, jaz nisem seznanjen s tem terminom. Pomeni, da v bistvu sistem dobi opis naloge, torej v tem primeru recimo naj naredi prevod iz angleščine v francoščino in potem dobi pač vhodni podatek, v tem primeru sir, in se pričakuje, da bo pač primerno nadaljeval in rešil to nalogo. Single shot v tem primeru recimo dobi en primer torej že rešenega problema, ki mu da misliti, kako naj rešuje ostale, in few shot je seveda, kjer se naniza nekaj teh primerov. Ja, torej, jaz pa moja ekipa smo imeli srečo, da nam je uspelo se prebiti zraven med beta testerje API dostopa oziroma sistema, ki ga je OpenAI vzpostavil. Tako kot je bilo že omenjeno v najavi, se niso v bistvu tokrat zaustavili samo pri članku, ampak so postavili sistem, ki se ga da testirati. Sam trenutek, da predklopim, da boste videli, kako to izgleda.
Torej, to je zdaj ta spletna stran, ki nekako ima dve komponenti. Eno je tako imenovano igrišče, kjer se da na zelo enostaven način s tem eksperimentirati, drugo je pa dejanski API, kjer pač s kodo kličemo sam model. Torej, najbolj, da kar pokažem ene par zgledov, kako ta stvar deluje. Tle imam ene vnaprej pripravljene, recimo začnimo kar z generiranjem teksta, nekako mogoče potem ta model najbolj znan, recimo napišemo nek začetek, tukaj sem dal, kaj so glavne napake podjetij, ki uvajajo pri uvajanju umetne inteligence. Tukaj je par parametrov, mogoče pol, če bo še kaj časa o tem, kaj povem, skratka ni jih veliko. In potem pač stisnemo gumb in model začne nadaljevati ta tekst. In zdaj, težko je v bistvu absorbirati na nek način kvalitativno, kakšni so ti teksti, ampak jaz sem kar veliko tekom tega eksperimentiranja dal čez in lahko rečem, da so vsaj iz mojega stališča osupljivi. Torej, kaj vse lahko ta sistem zgenerira in s kakšnimi podrobnostmi. Tudi ne rabijo biti taki teksti, lahko je poezija, lahko so pisma in podobno. Je pa v bistvu še mnogo več. Recimo, primer je, tale mi je bil zanimiv. Tle imamo zdaj, recimo tisto prej je bil v bistvu primer nekega zero shot oziroma ni nobenega zgleda, kako ne to dela. Tukaj smo pa zdaj dali prevajanje recimo iz nekako pravnega jezika v pač navaden jezik. Imamo en primer pa drugi primer. In lahko damo potem, tukaj sem dal kar iz enega NDA-ja, skopiramo recimo en pravni tekst, ga prelepimo noter, no, to se včasih zgodi, da preskoči eno vrstico. In v bistvu to, kar je sposoben narediti, naprimer je zdaj iz enega tacga bolj pravnega terminološkega jezika narediti jezik, ki je dosti bolj razumljiv. In pač to, kar je tle seveda fascinantno, je to, da pač ni bil za nič takega naučen. To je vse v bistvu prišlo ven samo iz tega, da je del te reprezentacije, ki je hotel naprej napovedovati, katera beseda pride naslednjo besedilo. Potem recimo bi dal še diagnoze. Tukaj recimo je en primer, ki imamo en kratek opis, kaj s pacientom, pa potem načeloma, kaj ne bi bila diagnoza. To je v bistvu narejen iz enega dataseta, pač kjer so prav sestavili, zato ker so hoteli testirati, kako dobro te programi za diagnostiko delujejo. Torej, tle sem zdaj skopiral, kaj imamo tetanus. In ga je zadev. Zdaj, koliko dobro to dela za te primere, mislim, da tako 70%. Je pa res, da te, kjer se zmoti, so dostikrat taki, če potem malo googlamo te bolezni, se vidi, da gre zelo podobne stvari ali pa mogoče sami simptomov niti se ne da enolično določiti, da je zares ena pa ne druga stvar. In od teh zgledov mogoče bi sam še pokazal tegale. Zadeva ima tudi lahko, tako malo karikirano rečem, je tudi nek smisel za humor. Recimo tukaj dela neke take zabavne povzetke filmov v parih besedah. Tle so trije primeri, in pol pač damo nek nov film. Pač tako, ni vsak smešen, ampak mislim, da mu gre kar dobro. In ja, bi pa pokazal zdaj še določene produkte,
ki se že počasi oblikujejo in izkoriščajo to tehnologijo. Recimo tegale. Torej, seveda marsikdo, ki posluša o teh tehnologijah, pomisli, kaj bi to lahko naredili v marketingu, in tukaj zdaj pripravljajo na osnovi GPT-3 orodje, ki bo v bistvu generiralo celo vrsto različnih besedil, povezanih z marketingom. Ni še od zunaj, ampak iz tega, kar sem videl, verjamem, da bo deloval zelo dobro. Recimo tukaj vidite različne variacije reklam, pohitrim, tudi recimo označevanje besedila. Potem veliko je nekih aplikacij, ki grejo v smeri kreativnosti. All right, so I'm actually going to create the first node, and that's going to be Lucas talking to Charlotte, and he's going to basically say, hey there, are you free to go biking tomorrow? Now I get stuck, so let's AI help me out here. Oh, baby, we'll be old, think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old, think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old, think about the stories that we could have told. Kot ste videli, kot recimo pomoč pri kreativnem procesu, torej kako sestavljati dialoge in podobno. Pa bom zaključil zdaj s temle primerom, ki je bil zelo popularen. Tukaj pa v bistvu gre za to, da samo z besedami napišemo, kakšne vrste aplikacije oziroma kodo bi želeli, in sistem pač zgenerira dostikrat to, kar smo v resnici želeli. To je ta koda, ki je bila zgenerirana, ker namreč v tem datasetu, na katerem je bil učen, seveda je tudi ogromno kode. Zdaj pa preklopim nazaj. Hotel sem malo povedati o tem, zakaj mislim, da je to ne samo en pač nov zanimiv model, ampak da gre za kar neko verjetno vrsto nove paradigme. Torej, jaz, ko sem delal s tem modelom, sem dobil v bistvu tak občutek, kada se pogovarjam s kakšnim tem duhom iz stekleničke, da v bistvu je glavni problem je v bistvu, kako zastaviti vprašanje na prav način v naravnem jeziku, da bom dobil tak odgovor, kot si ga želim. Tako da tle na desni strani je nek mem, ki je zaokrožil okoli, da smo pač na začetku imeli računalnike, ki so bili namensko narejeni za pač samo eno stvar, potem smo šli razvijati algoritme, recimo klasično programiranje, potem smo v eni fazi prišli na strojno učenje, pa smo začeli sestavljati te datasete, ki so bili taki, da smo v bistvu hoteli dobiti to na koncu ven, kar smo si želeli. Medtem ko zdaj pa v bistvu
se osredotočamo na to, kako postaviti pravo vprašanje. Jaz vidim recimo ene 3 take pomembne trende, ki bodo zdaj izšli ven iz tovrstnih tehnologij. Eno je ta, da bomo v bistvu kuratorji namesto kreatorji, tako kot je bil že prej en primer te aplikacije, bomo v bistvu izbirali med večjimi potmi, ki nam jih bo pač računalniški sistem ponujal, bodi si pri programiranju, bodi si v marketingu, ampak še več. Mislim, leta nazaj ste že govorili, kako v eni točki bo v vsakem upravnem odboru sedela umetna inteligenca, in jaz mislim, da zdaj počasi dejansko te časi prihajajo, ker kaj lahko naredimo? Mi lahko sistemu predstavimo seznam recimo 5 idej strateških, do katerih smo prišli, potem pa mu rečemo, no, zdaj nam pa po tem vzoru zgeneriri še 20 ali pa 50 drugih. In seveda potem mi lahko uporabimo našo presojo, pa ugotovimo, da izmed teh 50 idej so pač kakšne pravzaprav v bistvu v redu, pa se jih nismo spomnili sami. Naslednja zadeva so te pogovorljivi agenti, to sicer nisem demonstriral, ampak dejansko se da s tem modelom precej lepo pogovarjati, tako kot si predstavljamo, da bi se mogli z dobro delujočimi chatboti. Jaz v bistvu še nikoli pred tem nisem imel priložnosti biti v interakciji s kakšnim chatbotom, ki bi bil sposoben takega nivoja pogovora, kar pomeni, da je seveda za pričakovati, da bodo ti agenti nekako s časoma vse povsod, od sesalcev do anketarjev, ampak tudi do tega, da bomo imeli pač neke personalne agente, ki nas bodo mogoče razumeli, pa jim bomo zaupali. In ena varianta, ki se pa tle odpira, je pa tudi ta, da v bistvu mi naučimo model, da ga prilagodimo na neko našo lastno bazo, naše komunikacije in mogoče na tak način v bistvu naredimo agenta, ki je neke vrste replika nas, in ga potem vsaj na začetku zadolžimo, da upravlja mogoče kakšno komunikacijo, s katero se nam v resnici ne da ukvarjati. Ali pa recimo konec koncev, če bi več ljudi naredili take replikante, bi oni lahko komunicirali med sabo in pol ugotovili, da za katere osebe je res smiselno, da se dejansko srečajo tudi v živo na podlagi tega, kakšna je bila interakcija. Ampak dobro, to je mogoče še ta trenutek malo znanstvena fantastika, mogoče naslednje leto niti ne bo več. Mogoče najpomembnejši vidik je pa to, te modeli kot neke vrste lepilo. Recimo tle je nekdo se zelo potrudil v svojem blogu, da je napisal, kako je v bistvu do zdaj tipično šla ta uporabniška izkušnja. Na eni strani smo imeli računalnik, potem so bili pa vmes eni ljudje, ki so probali ta nekak jezik računalnika na različne načine prevajati v neke uporabniške vmesnike, in te uporabniški vmesniki so bili potem enaki za vse uporabnike, ne glede na to, ker jezik govorijo, kakšne so njihove preference in tako naprej. In ta proces je zapleten, dostikrat ne privede do dobrega rezultata, in tudi te sistemi nekako so nepovezani, težko jih je zintegrirati. To, kar se pa zdaj obeta, je pa, da bo prišlo do neke avtomatizacije in da bo vedno več takih uporabniških vmesnikov, kjer bomo pač samo povedali z besedami, kaj si želimo, in sistem se bo potrudil po svojih zmožnostih, da bo temu ustregel. Ja, mogoče še malo glede cen, to je kar pomembna stvar. Torej, zaenkrat je ta sistem še vedno v brezplačnem beta testiranju, so pa napovedali že neke cene za naprej. Recimo za $100 na mesec naj bi se dali zgenerirati 2 milijona teh žetonov, ki so v bistvu neke vrste ekvivalenti besed. Torej, ponovadi to se prevede v 1,4 milijona recimo dejanskih besed za angleščino. Tukaj se je nekdo še malo potrudil pa naredil izračuna, da recimo bi to potem prišlo nekako $5 na posamezen klic API-ja. Zdaj, te številke so po eni strani za nekatere primere uporabe zelo majhne. Naprimer, če hočemo zgenerirati nek članek ali pa kaj podobnega, zdaj, če smo pa v interakciji recimo z inteligentnim agentom, pa za vsak odgovor potreben en ali pa celo več klicev, pa to lahko hitro rata neobvladljivo. Tako da tukaj jaz mislim, da bo še zanimiva debata, kaj se bo dejansko s temi cenami zgodilo. Ja, mogoče še tako, kako
je ta izkušnja izgledala, pač meni se zdi nekako res nedojemljivo, da imamo po eni strani tak res mogočen model, v bistvu po javno dostopnih podatkih največjo nevronsko mrežo, pač, ki so jo kdaj natrenirali, ampak uporaba tega je pa silno enostavna, saj prej sem demonstriral, tudi ta del, ki ni igrišče, je zelo enostaven, v bistvu samo lahko, ko nekaj zgeneriramo v igrišču, nam lahko že kar avtomatsko pripravi kodo, ki jo potem lahko vstavimo v svojo spletno aplikacijo, in dejansko se da narediti neke demo aplikacije v roku parih ur, in obenem te aplikacije rešujejo stvari, za katere bi prej verjetno rabili ekipo dobrih programerjev, podatkovnih znanstvenikov, da bi pač kar nekaj časa to mleli, vsaj za določene primere uporabe. Zdaj, zanimivo vprašanje je tudi, kje se da to preizkusiti že danes. Zdaj, uradno je ta beta še vedno zaprta in samo pač je na povabilo oziroma na odobritev, kdo pride zraven, ampak obstajajo že neke produkcijske aplikacije, ki so na voljo. Recimo tukaj imamo eno, ki v bistvu naredi nekega tazga inteligentnega agenta, ki se z nami pogovarja, nas pozna, v bistvu je namenjena temu, da bi bili manj osamljeni. Pol iDungeon je zanimiv, ker gre za v bistvu tekstovno igro, s tem, da so zdaj te teksti izredno dobri, ker so zgenerirani z GPT-3. Tukaj si lahko zgenerira človek nekih filozofskih mnenj oziroma se pogovarja o filozofiji z računalnikom. Tukaj imamo generiranje poslovnih idej z GPT-3, pa tudi uporabniki na strani glasujejo, katere ideje se jim dejansko zdijo dobre, pa katere ne. Simplify je namenjen temu, da poenostavlja pač razne razlage pojmov. Mislim, da bi se dalo uporabljati tudi za tisti pravni primer, ki sem ga prej kazal. In Serendipity je pa v bistvu priporočilni sistem nove generacije, kjer v bistvu mi lahko napišemo, kakšne vrste film naj bi radi gledali, kaj naj bi se v tem filmu dogajali, in pač zadeva na podlagi tega priporoča najboljše filme. Zdaj, če je to pri vas vzbudilo zanimanje, boste gotovo mogoče šli pogledati malo po internetu in boste videli, da teče kar burna debata zdaj okoli GPT-3. Tako zelo veliko ljudi pravi, da je to slepa ulica razvoja umetne inteligence, da na tak način nikoli ne bomo naredili naslednjega koraka v razumevanju jezika, da rabimo neke inovativne, algoritmične preskoke, neko izjemno kreativnost, eleganco. Pač na drugi strani so pa ljudje, kot je tukaj omenjeni Richard Sutton, ki je lansko leto napisal en precej odmeven članek, grenka lekcija, kjer v bistvu pravi, da če potegnemo črto, glavnina tega napredka, ki se je zgodila v umetni inteligenci, vse nekako sledi iz tega, da imamo vedno več računske moči na voljo, do neke mere tudi vedno več podatkov, in da pravzaprav, mogoče že imamo v bistvu sisteme, ki so dovolj, da naredimo naslednji korak, vsaj kar se tiče samih algoritmov. Je pa in tudi dosti ljudi se zdaj čuti nekako, tako se mi zdi, prizadete in se utepajo tega, da je to zdaj mogoče naslednji korak in hočejo iskati luknje, kaj vse je narobe s tem modelom. Mislim, in dejansko, če smo pošteni, je veliko stvari narobe. Eno je ta stohastičnost, to pomeni, da mi damo noter en zahtevek, vsakič, ko bomo zgenerirali, bomo dobili malo drugačno verzijo. Zdaj, to je lahko dobra stran v tem smislu, da pač imamo na voljo praktično neomejeno število različnih generiranj, ampak za recimo kakšne kritične uporabe pa ni najboljše. Potem seveda te klasični problemi nevronskih mrež, nimamo nobenega vpogleda v to, kaj se skriva noter zares. Sicer neka orodja se razvijajo, samo se mi zdi, da po hitrosti ne sledijo velikosti modelov in njihovi kompleksnosti. V tem smislu ogromno je pristranskosti, zato ker model je naučen na vseh možnih smeteh, kaj smo jih našli na internetu, tako da tle ni bilo nekega posebnega filtriranja narejenega za ta namen. Potem je problem to, da ta trenutek je OpenAI edini ponudnik to vrstne storitve, ki je sicer zaenkrat še vedno zaprta,
Jaz sicer mislim, da se bo to zdaj spremenilo, ne, se je nujno, da se bo, ne, ker pač so dali zdaj s tem signal, v bistvu, ko so to razvili, kaj se pač da narediti. Potem so še pripombe, da je arhitektura modela neoptimalna, tako kot je Marko rekel, ne, recimo BERT modeli so zdaj mogoče glede same natančnosti najboljši, ne, ampak zaenkrat še ni bil noben tako velik naučen, nič pa ne dvomim, da kmalu bo. Pa potem recimo matematika in sklepanje v tem modelu ni najboljši, ne, pač, sicer se je naučil recimo kar nekaj aritmetike, ampak ni pa še, smo pa tle na tem področju še daleč, no, tega, ki bi mogoče mogli biti, če bi želeli na tem področju imeti boljšo uporabo, ne. Je pa nekaj res, ne, da tle vse te problemi, ki sem jih izpostavil, pa vsaj nekateri od njih so v bistvu zelo, se zelo naglo rešujejo, ne. Pač, prej jih nisem omenil, ne, ta kratek kontekst, ne, to je pereč problem, zato ker lahko samo tam cirka 2000 oziroma še manj besed nazaj model vidi, ne. Tako da ravno malo potem, ne, ko je OpenAI predstavil svoj model, je Google tukaj predlagal eno rešitev, ne, ki podaljša okno konteksta za 8-krat in potem pač lahko bistveno daljše tekste generiramo ali pa kaj drugega, ne. Potem je zanimiv tudi članek od Microsofta, ne, kjer tako nekako pritajeno noter v članku navajajo, ne, da so pravzaprav oni naučili že model, ki ima v bistvu en bilijon parametrov, ne. Ampak to tako, kot bi človek rekel, kot neka stransko pripombo, ne, pokazali so pa, da imajo trenutno tehnologijo, ki omogoča, da količina računske moči potrebna za izračun teh modelov raste linearno z velikostjo modela, no, kar je pomemben rezultat. Ja, v bistvu to, kar bi hotel povedati na koncu, ne, je mogoče malo o tem, kaj vse to pravzaprav pomeni, ne. Ja, dosti ljudi tako misli, in jaz sem tudi med njimi, ne, da bi lahko to, kar se je zdaj razvilo z GPT-3 smatrali kot neke vrste požarni alarm, ne, za splošno umetno inteligenco, ne. Pač v tem smislu, ne, da mislim, mogoče prvič do zdaj, ne, obstaja ena taka malo bolj konkretizirana pot, ki bi lahko v ne spet toliko zelo oddaljeni prihodnosti pripeljala do tega, da bomo razvili neko res splošno obliko inteligence, ne. In problem pri tem je, ne, ker je ta rast eksponentna in v celi tej zgodbi s COVID-19 smo nekako pokazali, da ljudje se ne znamo najboljš odzivati na te eksponentno rastoče grožnje, ne. In ja, tako da tle močno upam, no, da bomo dovolj pozornosti namenili razvijanju, kako bi rekel, varovalk za umetno inteligenco, ker mislim, da smo tik pred tem, da jih bomo dejansko potrebovali. Skratka, pač tukaj je ta hipoteza skaliranja, ne, ki v bistvu pravi, ne, da pač ko bomo dodajali računsko moč in zaenkrat nič kaj ne kaže, da bi se pri tem ustavljala, ne, bo rasla kompleksnost teh modelov, ampak ne kompleksnost v smislu, da bi rabili neke popolnoma nove algoritme, ampak kompleksnost v smislu teh reprezentacij, ki jih modeli znajo narediti iz te mase podatkov, ne. In ja, ko smo videli te skoke za 10-kratnik in podobno v kratkem času, ne, se zna po moje zgoditi v roku recimo leta pa pol, da bomo prišli s tem številom parametrov do nivoja, ne, ki je primerljivo s številom sinaps v neokorteksu v možganih, ne. Sicer to ni zdaj, bom rekel, ne obstaja kakšna direktna preslikava med enim in drugim, seveda, ne, ampak vseeno je pa ena taka številka, ki bi nam po mojem mogla dati zelo zamisliti. Ja, zdaj pa bi zaključil moj prispevek in bi predal besedo Mitji. Super, Boris, najlepša hvala. Odličen pregled, bom rekel, tegale GPT-3 in kaj nas čaka. Ta zadnji stavek se mi je bil zelo všeč, da dejansko bo vse skupaj še hitreje se razvijalo, kot se do zdaj. Predavatelje vabim, da so pripravljeni, da sedejo na vroči stol, udeležence pa ponovno vabim, da postavijo kakšno vprašanje. Te zastavite prek klepetalnice, desno spodaj je klik, gumb Ask a Question. Jaz bom takoj vprašal, ta prvo vprašanje sem ga imel že takoj pripravljenega za Jernejo. Kdo je izbral imeni Renato in Nadja?
Pravzaprav te dve imeni so izbrali starši originalnih govorcev, katere smo posneli, da smo skreirali ta dva glasova. Pravzaprav smo kar povzeli njune glasove, njune imeni. To gre dejansko za dva napovedovalca na RTV Slovenija. Pa imamo še tretji ženski glas, je pa Maja, to je pa Maja Mol, tako da. To so dejansko glasovi. Naši legendarni spikerji slovenski. Predvidevam, da jih bomo slišali vedno več. Tako imamo še bolj legendarne imamo tudi na steku, tako da. Še prihaja. Ja, prihajajo. Zdaj ta sintetizator govora, meni se je zdelo, da je zelo razumljivo, lepo se je slišalo, ampak predvidevam, da se ga da še bolj razviti, da je možno ga še v bistvu še dodelati, da dejansko bi človek ne videl razlike med naravnim govorcem pa med sintetiziranim govorom. Ja, to je sigurno, to je definitivno res. In zato zdaj za akustično modeliranje govora naprej preskušamo orodja, kot je na primer TensorFlow, ogrodje Takotron 2 za generiranje spektrogramov, melodičnih spektrogramov, to so nekako posnetki energijskih nivojev v različnih frekvenčnih pasovih in te kombiniramo z različnimi vokoderji. To so najbolj sodobni pristopi, poleg end-to-end sinteze, ki se uporabljajo recimo za angleščino. Ampak je res, da teh tehnologij še nismo vgradili direktno v produkte, zato ker še vedno rešujemo težave z njihovo odzivnostjo, se pravi latenco, pa tudi samo kvaliteto govora. Namreč ti sodobni pristopi dostikrat generirajo dosti bolj naraven glas od tega, ki ste ga danes slišali predstavljenega. Je pa res, da na vzorčnih testnih stavkih, ampak niso pa konsistentni. Na določenih delih pa popolnoma odpovedo, kar pa ni sprejemljivo za produkt, prav tako jih je težje kontrolirati, če želimo pri sintezi govora upoštevati specifične zahteve uporabnika, kot naprej po hitrosti in višini tona. In to je tak stalen trade-off. Pač ti najnovejši raziskovalni dosežki, jih je vedno treba še malo dodelati, preden jih lahko spustiš v produkt. Na primer, en zelo odmeven vokoder je bil WaveNet, ki je bil predstavljen leta 2015 in tako pač demoti od Google, to se slišali res kot absolutno naraven glas. Ampak na primer, ni se ga dalo porabiti v produktu, ker je za 1 sekundo govora, za generiranje 1 sekunde govora bilo potrebno počakati 4 minute, da jo zgeneriral in tako naprej. Tako da tukaj članki pa ti vzorčni sampli, ki jih pač lahko spremljamo po netu, so zelo taki luštni teaserji, ampak je treba še kar precej dela potem, da take stvari pa tudi v dejanske produkte spravimo. Ampak definitivno delamo na tem. Odlično. Vmes sem nekako razumel apel Simona, pa bi prosil, če lahko Simon še enkrat poveš, zakaj točno gre. Naši poslušalci so predstavniki gospodarstva, pa mogoče, če bi lahko še enkrat povedal, kaj je tisto, kje ti lahko pride nasproti, kje lahko pomagajo. Tako da damo še nek message. Ja, skratka, ne glede na to, kaj smo zdaj gledali v zadnjem predavanju, oziroma prav zato, kar smo gledali, tam zadaj je ogromna količina podatkov in mislim, vse nevronske mreže, vsi pač ti algoritmi to rabijo. Čim več podatkov imajo, tem boljš bojo delati preprosto. Ja. In v tem smislu imamo mi precej velik problem, mislim tako, ne mi kot projekt, ampak Slovenci. Zato, ker nas je malo in če hočemo imeti zares dober strojni prevajalnik, tak, kot ga že imajo, ne vem, za nemščino ali pa španščino in tako naprej, enostavno rabimo ogromne količine besedil, tako rekoč vse, sploh kar se prevede v Sloveniji, iz angleščine v slovenščino ali obratno. Pa še bi bilo premalo, verjetno, ne? Pa še bi bilo premalo, ja. In v tem smislu imamo težavo te vrste, da se realno, seveda vsakodnevno, ogromno teh prevodov tvori znotraj, ne vem, javne uprave, znotraj
podjetniške sfere, znotraj vsega. Ampak zelo, zelo, zelo težko je dobiti to za tako rabo, o kateri govorimo. Se pravi, da lahko naučimo nek splošni prevajalnik in damo to na voljo tudi za bodoče tehnologije, ki zdaj sploh še ni. Skratka, rabimo to vrstne podatke in vsaka stvar, ki bi rekel, ovire, no, bom drugače rekel, ovire so včasih banalne. Recimo, kot ljudje se bojijo dati tekste v javno rabo, zaradi tega, ker hočejo varovati osebne podatke. S tem, da v tistih besedilih, kot je recimo navodilo za, ne vem, uporabo sesalca ali pa, ne vem, hladilnika, sploh ni osebnih podatkov. Ampak ker niso prepričani, a je tam mogoče kje karkoli, potem celega besedila ne bomo dobili. In v tem smislu imamo pač, je ta apel, da razmišljamo o tem, da vsi skupaj moramo v bistvu to bazo ustvariti, ker bo še zmeraj manjša od vseh ostalih. Ja, definitivno. Po mojem ni druge, kot to ponavljati, ravno to prednost oziroma korist, ki bo prišla iz tega. Če bo več podatkov na voljo, bojo seveda posredno tudi potem ti isti, ki dajo lahko podatke na voljo, profitirali. Tako da definitivno. Če tle dodal, tudi vidim, da je prišlo eno vprašanje, že prej v bistvu name naslovljeno, kaj je za GPT-3 pa slovenščino. Torej, ja, v trenutni obliki je v bistvu bilo premajhen odstotek slovenskih besedil dejansko v samem modelu, kar pomeni, da se je naučil nekoliko slovenščine, bolj bi človek rekel sintaktično kot semantično, ampak to, kar je pa tle zelo pomembno, pa to, da OpenAI bo v kratkem ponovno nekako lansiral del API-ja, ki je namenjen fine-tuningu, torej prilagajanju modelom specifičnim besedilom. In zaradi same narave tega nesuperviziranega učenja jaz pričakujem s tako precejšnjo verjetnostjo, da ko bo model se sprehodil čez eno od obstoječih baz, ki so že sestavljene, bo verjetno dosegel kar visok nivo razumevanja slovenščine. Tudi, kar se drugih jezikov tiče, še zdaleč ni samo za angleščino, ampak zna celo goro jezikov, ampak to ne samo tako sintaktično, ampak recimo so primeri, ko je nekdo analiziral, na kakšen način je prevajal kitajsko poezijo v angleščino in so res take nijanse noter, ki jih z drugimi recimo namenskimi prevajalniki v tem trenutku nikakor ne bi mogli replicirati. Tako da jaz pričakujem, da pač GPT-3 v slovenščini ne bo, potem pa kar naenkrat en dan bo in bo v bistvu vse to, kar sem zdaj kazal za angleščino, tudi več ali manj na voljo v slovenščini. Bo kar precejšen dogodek. Imam še vprašanje za Marka, za uporabo globokih nevronskih mrež. Običajno, kaj rabi imeti od strojne opreme, kaj je potrebno imeti od strojne opreme? Ja, niti ni tako hudo, kot bi se slišali, posebno kaj smo slišali o teh GPT-jih in BERT-ih. Načeloma so modeli taki, da jih lahko vzamemo že naučene, ki so res veliki modeli, potem pa jih sorazmerno tudi na enem CPU-ju jih lahko doučimo, recimo na našo podatkovno množico. Mi to veliko delamo, študenti delajo to na prenosnikih in to funkcionira. Če pa hočemo dejansko svoje prilagoditve narediti teh velikih modelov, tam pa seveda rabimo recimo za izgradnjo enega BERT-a, recimo 2 meseca, 4 GPU-je, kaj takega. Za naše poslušalce, te, ki so se mogoče kasneje priklopili, bi samo kratko povedal, da imamo predavatelje Jerneja Ožganec-Gros iz podjetja Alpineon, Simona Kreka iz Laboratorija za umetno inteligenco Inštituta Jožef Stefan in iz Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Marka Robnika Šikonjo iz Fakultete za računalništvo in informatiko in pa Borisa Cergolja iz podjetja Comtrade Digital Services. Marko, zate še eno vprašanje. Običajnega programerja, analitika, kako ga naučite uporabe globokega učenja? Kakšen je postopek? A se ga sploh da naučiti? Ja, seveda, neka predznanja so potrebna, to meni nekako svetu velja, da je potrebno imeti neko znanje programiranja,
da treba nekaj vedeti o statistiki in seveda tudi se ne škodi, če je kaj nekaj izobrazbe iz strojnega učenja. Zdaj, to ljudje tipično dobijo zdaj v zadnjem času v nekih spletnih tečajih in tako naprej. Seveda mi to vse tudi poučujemo na fakulteti, imamo en nov magistrski program Data Science in v okviru tega programa recimo nudimo tudi izobraževanja tako študentom, sponzorjem tega programa, pa tudi širši javnosti. Precej zanimivih takih dogodkov. Recimo zdaj konec meseca bomo imeli en hands-on seminar recimo za uporabo teh različnih globokih nevronskih mrež za obdelavo jezika. To pomeni deep learning for everyone, na ta način. Tako je, dejansko kako, najprej bomo imeli en teoretični del, ki bomo malo stvari razložili, potem pa čist praktični del v tem, recimo v teh spletnih okoljih, kako neko mrežo vzeti, jo dodatno naučiti, preizkusiti, dejansko tak, kako sem rekel, dejansko preizkus, kako praktično. Boris, zate vprašanje GPT-3, mogoče nekdo vidi to dejansko kot zelo grozljiva zadeva, predvsem v smislu, mogoče ne bom več imel službe, ker to, kar jaz počnem danes, tako kot si dal en primer, za tele tekste marketinške, morda tega ne bo treba več početi, oziroma bo to počel stroj. Kakšen je tle odpor do tega? Mislim, tle sigurno, da je kontroverzno vprašanje, zdaj, Jaz se nekako nagibam k temu, da bi pač si rekel v eni točki, da mogoče ne mečemo preveč peska v oči, da pač te tehnologije dosegajo nek tak nivo avtomatizacije, ki bo pač prej ali slej pač povzročil to, da en kup teh aktivnosti, ki jih danes počnemo, pač ljudje ne bomo več rabili delati. In zdaj ta ideja, da bomo pač vsi potem našli neke dodatne, bolj kreativne stvari, je sicer lepa, ampak saj tudi pri kreativnosti nam bodo stroji pomagali. Tako da, jaz mislim, da bi mogli več pozornosti nameniti temu, da si prizadevamo doseči stanje v družbi, kjer bi se vsa dodana vrednost, ki se ustvarja, bolj enakomerno delila med prebivalstvo, pa seveda tudi to, da poskrbimo, da bodo vsi ti sistemi umetne inteligence poravnani z interesi čim širšega kroga ljudi. To je po mojem bolj pravi vprašanje, ker debata za posamezno službo je ogrožena ali ni. Jaz bi rekel pač, da je. Zdaj samo vprašanje, čez 1 leto ali čez 2 ali čez 5. Kuratorji, sem razumel, kuratorji bolj kot kreatorji. Ja, mislim, to je tudi neke vrste kreacija. Se velik del znanstvenega dela se konec koncev tudi na tak način odvija, da vzamemo 3 koščke in iz njih naredimo nekaj novega. Mačkaj smo časovno omejeni, še zadnje vprašanje, mogoče Boris zate, recimo za ta GPT-3, na komu se zdi to res zanimivo. Kaj lahko danes podjetje naredi na to temo? Kako lahko se tega loti, dotakne tega, preveri, preizkusi? Jaz mislim, da sta predvsem 2 stvari. Zdaj, zadeva je ta trenutek še zaprta, ampak to, kar podjetja lahko naredijo, je, da se dobro informirajo o tem, torej, da imajo ustrezne informacije, pač kaj dejansko je zadeva sposobna narediti in da v bistvu začnejo razmišljati o svoji strategiji po tem, ko bo ta sistem postal široko dostopen. Jaz na podlagi enostavnosti uporabe, pa vseeno relativno nizke cene, pričakujem, da bo ta krivulja uporabljanja te tehnologije zelo strma in se bo zelo naglo razširila, za razliko od prejšnjih tehnologij umetne inteligence, ki so v bistvu zahtevale ogromen manualnega dela. Jaz bi predlagal, glede na uro, da počasi zaključimo današnji spletni seminar. Najlepša hvala vsem predavateljem, to so bili odlični prispevki, res moram reči, da sem tudi sam užival v poslušanju. Tako da vse udeležence bi povabil, da se nam pridružijo pri naslednjem seminarju, ki ga računamo da bo v četrtek 8. oktobra ali torek 20. oktobra. Pripravljamo seveda zanimive teme, o katerih vas bomo še obvestili. Hkrati bi se želel še enkrat zahvaliti organizatorjem tega seminarja, to je Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije, IKT, Horizontalna mreža in pa Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije.
Še enkrat ponavljam, da bo posnetek tega spletnega seminarja na voljo po zaključku dogodka, enako tudi gradiva, ki so jih predstavili predavatelji. Hkrati vas vabim tudi, da nam sledite na našem profilu na LinkedInu AI4SI, kjer objavljamo zanimive in uporabne informacije z področja umetne inteligence. Na koncu hvala vam, udeležencem, še posebej tistim, ki ste nas spremljali do konca. Če imate kakšno temo, za katero želite, da jo obdelamo, vas prosim, če stopite z nami v stik in nam to sporočite. Želim, da nas spremljate in sledite tudi prihodnje, da boste na tekočem z našimi aktivnosti. Želim vam čim bolj prijetno popoldne in nasvidenje prihodnjič.